Živjo, ste zdravi? No, če ste zdravi, potem pa imate res srečo. Po drugi strani pa, če niste zdravi, verjemite, pozdravili se boste. Tudi jaz sem se. Ko sem hodil v osnovno šolo, v tiste najnižje razrede, se mi je dogajalo, da sem bil velikokrat bolan. Imel sem angino, imel sem gripo in še marsikaj drugega. Nekoč celo za moj rojstni dan. Kako je bilo to žalostno, ne morem drugače reči. Kajti nisem mogel povabiti mojih prijateljev, da bi skupaj praznovali. Ampak vseeno sem se zabaval na svoji zabavi. Vzel sem rdečo rutico, pokazal, da je čisto prazna, in nato sem vzel še eno rutico, mogoče veste katero, rumeno, pokazal, da je čisto prazna, in potem sem vzel še eno rutico, uganete katero, zeleno, in potem sem, hecam vas, modro, prav imate, in potem sem pokazal tudi to, da je prazna iz ene in iz druge strani. Torej imam pri sebi kar, ne boste verjeli, 3 prazne rutice. Seveda, ker smo pravi čarodeji, pa lahko začaramo nekaj, tako kot jaz v otroških letih, ko sem si čaral rojstnodnevno zabavo za mene. Samo za mene. Damo vse skupaj v eno roko, vzamemo v drugo roko tisto, kar nam vedno pomaga pri čaranju. Ne pozabite, pri čaranju nam vedno pomaga malo magija. Malo magija. In pa še čarobne besede, katere že verjetno dobro poznate. Jaba, daba, du. Ob tem pa ne pozabite na vaše prstke. Gremo skupaj na glas. 3, 4, zdaj. Jaba, daba, du. Pihnem. In otroški šampanjec je tu. In potem pa res lahko praznujemo rojstni dan, če imamo otroški šampanjec v svojem hladilniku, kaj? No ja, seveda, ko sem bil bolan, so dnevi minevali zelo počasi. Zato sem si zamislil igro s 4 rumenimi žogicami. Še danes jih imam. Le poglejte jih. 1, 2, 3, 4. Kaj pa je tole? Ena žogica sploh ni rumena. Ona je postala modra. Le zakaj? Mogoče je pa zbolela. Saj res. Če mi zbolimo, smo mogoče bledi ali pa tako rdeči kot kuhani raki, vsaj tako pravijo. No, žogica pa verjetno, če zboli, postane modra. Jo bom jaz pozdravil s čarobnimi besedami in seveda z vašo pomočjo. Vse skupaj damo v tale tulec. Vzamemo čarobni prah, pravzaprav malo magija, in rečemo čarobne besede jaba, daba, du. Jaba, daba, du. In ne boste verjeli. Tule poglejte. Našo žogico, modro bolano, smo pozdravili. Postala je, wow, rumena. Odlično nam je uspelo. Kaj pa je to zdaj? Zdaj je pa druga zbolela. Joj, hitro moramo še to pozdraviti. Že vem, po istem postopku damo vse skupaj v tale val, vzamemo zopet malo magija in pa brez čarobnih besed ne bo šlo. Gremo skupaj. Jaba, daba, du. In ne boste verjeli. Le poglejte. Tudi drugo smo pozdravili. Super nam gre. Ja. Pa ne mi reči, da je zdaj še tale bolana. Hitro še njo pozdravimo. Zdaj nam gre pa tole že prav odlično od rok. Ni fino, če so otroci bolani. Enako verjetno ni fino, če so žogice bolane. Malo magija in pa čarobne besede. Jaba, daba, du. In da ni zdaj zgornja zbolela. Ne, bravo, sem pa zelo vesel, da nam je končno uspelo. Vse 4 žogice so postale... Lej to, zbolela je. Že vem zakaj. Po mojem zato,
ker so žogice preveč skupaj. Če smo bolani, ne smemo biti drug ob drugem, predvsem zato, ker se tale naš virus lahko prenaša iz enega do drugega. Joj, veste kaj, bom tole jaz pozdravil? Ne bom jaz pozdravil, ker nisem pravi zdravnik. Jaz bom tole kar oddal semle, v karanteno, kot se temu reče. No, ko sem bil jaz bolan in kot sem že omenil, ko nisem mogel imeti prave rojstnodnevne zabave, sem se pa nečesa zelo razveselil. Pisma, pošte. Pa ne tiste elektronske pošte, kot jo dobivamo danes. Te namreč včasih sploh ni bilo. Prišlo je pismo, navadno pismo od moje tete iz Amerike. In v pismu nekaj, kar sem si že dolgo časa želel. En kup znamk. Želel sem si namreč zbirati znamke. Vem, danes ne zbirate toliko znamke, bolj kakšne sličice, recimo vaših risanih junakov, tisti malo večji junakov iz športnega sveta. No, mi smo pa zbirali znamke. In jaz sem se zelo bal in bil previden, da ne bi te znamke slučajno uničil. Bile so mi zelo dragocene. Zato sem vzel zvezek, katerega sem nameraval pobarvati od prve do zadnje strani. In sicer, kaj pa vem, kaj bi narisal? No ja, ampak zdajle, ko potrebujem pa album za znamke, bom pa začaral si točno to, kar sem si zamislil. Pazite, vzamem zopet tisto, kar nam vedno pomaga pri čaranju. Malo magija. Pazi. Rečemo skupaj čarobne besede jaba, daba, du. Jaba, daba, du. In imamo album za znamke od prve do zadnje strani. Zdaj pa točno veš, kam nalepiti kakšno znamko in vse bodo v ravni vrsti. No ja, ko sem bil bolan in pa priznam kar nekoliko brez volje, saj taki pač smo, ko smo bolani, sem si rekel, ne bom jaz tole lepil eno in eno po eno. Ne, vzel sem zopet tisto, kar nam vedno pomaga pri čaranju, malo magija. In rekel čarobne besede, dajte še vino, čarobne besede in prstke ne pozabiti. 3, 4, zdaj. Jaba, daba, du. In album za znamke je bil poln znamk. Od prve do zadnje strani. In bil sem zelo vesel, saj sem imel polno znamk in še danes jih hranim v spomin na tiste otroške dni. Ja, na hrano sem pozabil. Na vsaki rojstnodnevni zabavi, pa če smo zdravi ali ne, potrebujemo okusno hrano. Saj vem, torta, pa pica, pa te zadeve niso najbolj zdrave, ampak včasih se pa res mogoče lahko pregrešimo, če nam starši dovolijo. Zato sem prinesel pico. Pravzaprav niti ne samo eno. Prinesel sem kar 2 pici. Poglejte, bomo pošteno razdelili. Eno pico za vas in eno pico za mene. A ni to super? Kaj vam pa zdaj ni všeč? Slišim, da nekateri na drugi strani kar nekaj protestirate. Ja, sem že razumel. Vi bi radi tole pico, zmenjeno, tale bo vaša. Tale bo pa za mene. Lepo, vsak eno, pošteno. Ne se tako jeziti, kaj? Ja, vi bi to. Dobro, lahko meni je pač vseeno, katero jem. Boste pa vi tole pojedli, jaz bom pa pojedel pico na tej strani. A smo zmenjeni? Ja, kaj spet ne? Kakorkoli obrnem tole, nikakor vam ni všeč. Ja, že vem, vi bi radi pojedli obe pici? To pa ne. To pa ne. Sploh zato ne, ker sem se jaz to spomnil in jaz to izmislil in jaz sem slavljenec. Dam vam eno pico, Vi ste mi pojedli obe pici? Joj, a veste kaj? Takole bom rekel. Higiena je zelo pomembna. Pojdite si zdajle, ko ste pojedli obe pici, umiti roke, pa še okrog ust se umite, ker ste še vedno vsi od kečapa. Od moje pice.
No ja, lepo se imejte. Veliko čarobnih trenutkov vam želim in ostanite zdravi. Srečno!